Tour 202. Lepo pozdravljeni, nov dan, nova etapna zmaga za Tadeja Pogačarja. Tudi v gorski vožnji na čas je bil najboljši. Prednost v skupnem seštevku je zdaj več kot 4 minute, tretji zaostaja že skoraj 7 minut in pol. Pariz je res da še daleč, a zmaga je vse bližje. Odličen dan tudi za Primoža Rogliča. Tretje mesto v kronometru, stopničke so precej bolj dosegljive, kot so se zdele še včeraj. Danes bomo dobili odličen pogled v dogajanje na dirki. Naš gost je namreč ekipni kolega Tadeja Pogačarja, eden najboljših slovenskih kolesarjev, to je Domen Novak. Lep pozdrav, Domen. Živjo. Super, da ste si vzeli čas za naš podcast. V Pirenejih pa je Igor Tominec. Živjo, Igor. Živjo, gorski pozdrav. Lep pozdrav tudi v Pireneje, moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Domen, super predstava Tadeja Pogačarja. Res je prelepo, da živimo v času, ko so slovenske zmage na Touru, ko so zmage Tadeja Pogačarja nekaj vsakdanjega. Ne? Lahko rečemo, da imamo privilegij, da se to odvija zdaj in tukaj in da smo lahko en del tega tudi mi, in uživamo v tem. Ja, res, fantastično. Igor, tvoj vtis tam visoko, zgoraj, pri oblakih? Ja, zdaj v bistvu sploh nismo več presenečeni, samo še tiste presežnike, superlative iščemo, kako bi sploh opisali te njegove zmage iz dneva v dan. 21 zdaj že ima na Touru in čeprav je lani bolj v šali obljubil Marku Cavendishu, da ne bo presegal njegovega rekorda, se mislim, da Cavendish, ki smo ga tudi videli kot obiskovalca Toura v prvih etapah, lahko že pošteno trese. Pred Tadejem Pogačarjem je seveda še veliko Tourov, morda tudi tisti na slovenskih cestah, bomo videli, ali bo tam kronal svoje predstave na tej francoski dirki. Kakorkoli že, pa je danes spet odlično temperal svojo vožnjo v tem gorskem kronometru. V bistvu se je pred etapo odločil, da niti ne bo spremljal podatkov športnih direktorjev, pa da ne bo se preveč zanašal na ta svoj računalnik, ampak je nekako danes gonil, pedaliral po občutku in vemo, da je morda kolesar, ki ima ta trenutek najboljši občutek v karavani in vidimo, kako so nekateri drugi imeli težave razporediti moči, predvsem tu mislim Belgica Remka Evenepoela. Pogačar pa že pri prvem merjenju vmesnega časa najhitrejši. To mi je največje presenečenje dneva, ker je vozil pač z navadnim kolesom oziroma z kolesom za gorske etape po precej ravninskem spodnjem delu. To, da je potem v klanec seveda začel stopnjevati svojo predstavo, ni presenečenje. To, da je pa jih premagal že na ravninskem spodnjem delu, pa samo kaže, da je to trenutno daleč najboljši kolesar v karavani in skoraj da sploh ni pomembno, koliko je prednost v skupnem seštevku, ker v bistvu ne verjamem, da imajo v katerem koli taboru protiorožje za nadaljevanje Toura. Veliko odličnih iztočnic si dal, Igor, za nadaljevanje pogovora, pa bi začel najprej pri slušalkah. Rekel je Tadej, da je šel na polno, da ni potreboval informacij. Pa me zanima, Domen, kako težko je nadzorovati moč, da greš na polno, pa da hkrati ne greš čez. Ne? Rekel je tudi, da je na koncu skoraj bruhal, ko je prišel v cilj, torej bil je zelo blizu limita. Ja, jaz mislim, da je, ko si dober, pač čuti sam sebe in veš, do kje greš lahko. In ja, Tadej je tudi že izkušen kolesar, tudi ve, ko kronometru je že odpeljal, kako se mora lotiti tega. In ja, včasih je ta računalnik, ki ga imamo, bolj mot, kakor pomaga, tako da jaz mislim, da ko si dober, mi pravimo, ko si dober, se tudi v spust dobro peleš, ko si slab, se tudi slabo v spust peleš, tako da tle jaz mislim, da ko imaš to formo, si je vse lažje in vse čutiš, veš, kako moraš odpeljati. No. Ta računalnik, to je ta zaslonček, ki je na vrhu kolesa, ki ga lahko kolesarji vse skozi gledajo. Ne? Kakšna informacija pa da ta računalnik, ta zaslon?
Ja, mi imamo Vahuja, imaš skoraj vse od pulza, temperatura svoja telesa, od vatov, ki jih najbolj gledamo, potem od navigacije, mape, kam gremo, kdaj bo zavoj, kdaj bo ravno, kdaj bo vzpon, vse skupaj imamo gor. No. Tako da je gor en kup informacij, ki ti lahko pomagajo, lahko ti pa kdaj tudi slabšajo. Včasih powermeter ni tako, kot mora biti in preštartaš preveč in potem na koncu plačaš in je včasih najbolje, da greš po občutku. Zdaj, zadnjič sem imel isto eno vprašanje, sem mi rekel, kaj je tedaj spremenil od Dolfineja do zdaj, da je bil tako šel naprej v kronometru, po prvem kronometru. Sem rekel, tedaj je zmagal že par kronometrov, najboljši kronometrist na svetu, lahko tudi svetovni prvak, če se bo to odločil in temu posvetil. In to bi bilo razlika, da bi jaz prišel iz mojega 150. mesta na kronometer, drugi na turo, ampak on je bil 5. na Dolfineju, pa kaj je spremenil. Bilo je nekaj sekund razlike med 1. in 5. in tle je malo so kolo popravili, malo vse skupaj in je tedaj lahko zmaga vsak kronometer in vsako skoraj etapo, ki se jo on lot. Veliko je bilo govora že pred etapo, katero kolo je najbolje izbrati. Nekateri so se odločili v eno smer, drugi v drugo. Tedaj se je odločil za tisto najlažje gorsko kolo in o tem govoril tudi po koncu etape. Preračunavali smo, da ni neke velike razlike med kronometrom in cestnim kolesom, zato sem se jaz odločil za bolj udobno, kaj je meni bolj udobno, to je cestno kolo, ker tako preživim večino časa na temu. Zadnjih 12 etap sem se dobro počutil na temu kolesu, tako da če niso velike razlike v preračunavanju, pa sem se odločil za udobnost in na tem kolesu lahko mogoče, če imam dober dan, bolj pritiskam kot na kronometrci. Kako zelo težko pa je bilo je vroče, tudi klanec je tak, da se vse skozi stopnjuje. Ja, tja do 5 km sem res šel za moje pojme odlično, potem sem malo začutil noge in sem rekel, ok, zadnja rampa 500 metrov je zelo strma, tako da sem nekako 3 km do cilja nekako malo upočasnil, potem da sem lahko za zadnjih kilometer, 800 metrov začel stopnjevati ritem spet in ker je toliko strm klanc, da se lahko tudi naredi dosti sekund na temu zadnjih 200 metrih. Zdaj je tu nova zmaga, velika zmaga, tudi prednost pred tekmeci se veča, zdaj so nekako karte na turu postavljene, se strinjate? Ja, mislim, upam, da bomo videli v naslednjih gorskih etapah. Če bomo tako nadaljevali, kot smo zdaj zadnje 2 dni in se nimamo nič bati, samo moramo biti skupaj močni, kot smo ekipa in nadaljevati v tem slogu, tem ritmu, ker je še dolga do Pariza, še veliko gorskih etap je, tako da zbrano vse vsak dan zbrano, dobro se prehranjevati, ne smemo pozabiti na najmanjše malenkosti, detajle in biti pripravljeni na vse. Jutri še ena etapa, ki končuje Pirenejsko trilogijo. Kaj pričakujete? Pireneji so mi zmer bili všeč, tako da jutri se veselim, spet podobna etapa, tako kar smo že kdaj vozili. Edino, kar ne poznam, je zadnji klanc, ampak mislim, da je podoben kot vsi ostali v Pirenejih, tako da se že veselim. Ja, slišali smo Tadeja Pogačarja, je rekel, da če se bo vse tako izteklo, kot bi se moralo, potem je res v idealnem položaju pred zadnjimi 8 etapami tura. Dirka Domen še ni dobljena, ampak zdi se pa, da če se res ne zgodi nekaj nepredvidljivega, če ne bo kakšne velike smole, je pa razlika zdaj res velika, predvsem pa forma, ne? Očitno je, da je razred pred vsemi ostalimi v karavani, ne? Jaz bom tako, kot sem že večkrat rekel, da težko zmagaš drugi teden
Tour de France, lahko ga samo izgubiš, sem kukar je zdaj vse, če bo tako kukar mora biti, da bo tadej zdrav, da ne bo paca, da bo ekipa tako dobro, kukar je trenutno, da bi moglo biti vse prav, bi bila ta prednost, ki jo ima več kot dovolj. Tako da mislim, da je ena večjih prednosti, če gledamo v 14. etapi, ki je bila končana, če gledamo sploh prvih 10, mislim, da je 10 ima 15 minut že za ustanka za njim. In je pa treba biti vsak dan zbran, iz dneva v dan, ne reči, sem že zmagal, ampak biti fokus, ker trenutno v kolesarstvu štejejo malenkosti in če en košček ni tako, ko mora biti, lahko to plačaš. Ali je to minuta, ali je to 5 minut, se pa vidi polo tistega dne. Tako da mi vemo, da tadej bo zbran do konca, lahko pride kakšen zaplet, ampak upamo, pa trkamo, da ne bo in če je forma taka, mislim, da lahko samo še doda, da težko mu dozamejo. Igor, kako to odmeva trenutno v karavani v Franciji, glede na to, da so si nadejali, da bi pa bil letošnji tur bolj napet, bolj zanimiv kot je lanski, ampak razlika pa zdaj po 2 tednih, kot je Domen že povedal, ni bila velikokrat v zadnjih 10 letih višja. Ja, kadar si tadej zada kakšno nalogo in mislim, da par teh drobnih ciljev na letošnjem turu je bilo, da se oddolži Vingegorju ali pa recimo konkurenci za kakšnega od redkih porazov na turu, potem to ponavadi tudi izpelje. Vidimo, da je zdaj v bistvu, ko vstopa v najbolj zrela leta svoje kariere, drugačen kolesar in še veliko močnejši kolesar, kot je bil v tistih časih, ko ga je lahko recimo na Otakamu Jonas v kombinaciji z Woutom van Aertom prehitel, premagal. Seveda kolesar nekako v svoji psihi tudi želi vse te demone preteklosti premagati in kaže, da jih bo na letošnjem turu Pogačar premagal. Skoraj da prepričan sem, da bodo nekako tako skrojili taktiko in tako varčevali z močmi za tisto etapo, ki bo šla prek Col de la Loza, da bo tudi tam zasenčil vso svetovno konkurenco in potem pa res Francozom ne bo ostalo nič več, ker dobesedno zdaj v zadnjih 2 letih nekako poskušajo kreirati traso, da bi čim dlje bila dirka zanimiva, da bi bila rumena majica čim dlje časa odprta, ampak kot vidimo, učinek na koncu je pa takšen, kot je v bistvu Pogačar povedal že lani. Spomnim se prve izjave, ki jo je dal, ko je bila trasa tura znana, ko je rekel, da pravzaprav je čisto vseeno, kakšen tur skreirajo, ne morejo ga izpeljati na Luni, je rekel, morajo ga izpeljati po Franciji, vemo pa, kaj je v Franciji. V Franciji so Pireneji, v Franciji so Alpe, če daš eno sezono ene vzpone, naslednjo sezono neke druge vzpone, če si tako pripravljen, kot je v letošnji sezoni, mu na nobenem od teh vzponov niso kos in dobil bo te drobne revanše tudi po letošnjem turu in potem bodo, morali naslednje leto narediti 21 povsem ravninskih etap, da bi mogoče našli njegovo šibko točko na turu. Malo se šalim. Seveda, se nikoli ne bo zgodilo. Domen, Igor zdaj omenil, da smo se tudi nekajkrat pogovarjali pa videli letos na turu, da je tadej morda malce drugačen, malce bolj premišljen, umerjen. Me zanima vaše mnenje najprej, a se vam zdi, da je res tako, ali je bilo samo zaradi specifike prve polovice tura, ko ni bilo toliko gorskih etap in so bile bolj razgibane, hribovite in ravninske, da smo zaradi tega dobili takšen občutek, ali se je to res zgodilo in zakaj je postal tedaj bolj umirjen, bolj premišljen, ker postaja starejši, bolj zrel. Vaš pogled na to? Ja, jaz mislim, da tedaj je bil vedno premišljen in vedno je šparal nekje z energijo, kar je letos, mislim, da na turu se še najbolj videlo, če vidimo, medva s trenerjem
imamo istega trenerja in sva cel tur, recimo gledava etapo, se tipkava ali pa pošiljama glasovna sporočila. In sva se lih pogovarjala in jaz sem že rekel, kar dela Visma prvi teden, bodo en dan plačali, ker so probali na vsak način nekako Tadeja ogroziti, ali je to po ravnini, ali je to neki manjši klanci, ampak če gledamo, Tadej ima rečemo 65 kg, Vingegaard jih ima 60. Tadeja vedno smo ga zelo malo videli spredaj, ampak je bil vedno tam. Vingegaard je bil pa vedno druga pozicija in če si ti druga pozicija, še vedno vzameš dost vetra. Tadej tudi, če mi vlečemo, se vedno pomakne 5, 6 ali 10 pozicij nazaj, vedno ga vidimo, 5 naših kolesarjev in potem je on nekje ali v grupi ali je še v zadej, ker vedno dost prešparaš. In ja, če gledamo matematično, je Visma tle pokorila nekaj metkov in jih mislim, da jih je včeraj plačal in Jurgenson in Jonas. Tako da, in če pogledamo vse iz matematike, fizike, ja, Tadej mora obračati večje vate in mu zaradi tega lažje po ravnini kot Jonasu. Tako da, jaz mislim, da je on točno ve, kje mora biti in ja, mislim, da je tudi prej dosti razmišljal. Jaz, ko sem prvo leto z njim začel dirkati, sem mislil pač, da on gremo, da ne gleda nič, kje je šparal, da ne špara nič, ampak da je tako dober. Ampak on je vedno bil premišljen. Prvo dirko, ko smo skupaj vozila, mislim, da je bila Valenciana ali ena teh dirk po Španiji, prvi del, ki je on zmagal in ja, sem ga gledal, pa se on ne razmetava z močmi, on špara, on gre nazaj, mi smo vlekli spredaj, on je bil noter še z enim kolesarjem, ki je bil zadaj. Nikoli, če rabi bidon ali karkoli, če jih ne gre, če se ne ustavi in potem ga ne poberemo, gremo mi iskati, ne razmetava z močmi. In mislim, da vsak let je to nekako nadgradil in ja, jaz sem dost gledam to belo čelado in ga gledam noter, kje je, kaj je. Vedno je tam, ampak nikoli ekstra spredaj. Vingegaarda smo pa dostkrat videli, je bil kronometrist njihov, Viktor Kampenarc. Kampenarc, ja. Ampak Kampenarc je tukaj aerodinamičen, da ti še zmeraj, če gre on na pamet rečem 400 vatov, mora biti on 300. Tadej notri še po 250, ampak ko to preračunamo vat na kilo, je to zelo veliko. Ja, pa sploh čez 10 dni, ne? Tako, in oni so skozi neki so skozi po domače povedan drezali, pa iskali neko napako Tadeja. Sem jaz mislim, da so tle sami sebe upekali in so to plačali. Medva s trenerjem so se pogovarjali, sem rekel, en dan bodo plačali. Zdaj, kater bomo pa videli. In mislim, da so včeraj zelo plačali. Sploh je veliko plačal Jurgenson, ki je bil dosti tudi odrezal na teh, ki je imel intervjujih, je dosti tudi drezal, po domače povedan, je bil tako soren, ampak mislim, da včeraj se pa malo naredil korak nazaj. Je tudi dobesedno sredi etape, ko ga je moral Sepkus počakati, da ga je povlekel nazaj v glavnino. Mnogi so ravno to tudi poudarjali, da je skušala Visma narediti dirko težjo, ampak težja je dirka, bolje je za Tadeja Pogačarja. So pa tudi razmišljali nekateri, pa sej kakšne druge opcije pa sploh ima Visma, kaj drugega bi pa sploh lahko storila, s kakšno taktiko bi sploh lahko premagala Tadeja Pogačarja. Se vam zdi, da je bila Visma stisnjena v kot, da je bila prisiljena na takšno, bi rekel, da skoraj kamikaze taktiko, da je takšno taktiko ubrala, šla na vse ali nič in v večini primerov bi pač pogorela in tudi v dosedanjem poteku dirke je? Jaz mislim, da oni bi mogli ciljati na dolge klance. Mislim, da tam je edino, če gledamo tudi v premoči na klanec, zdaj, ko mi nimamo Žuval Almeida noter več, da so najmočnejši številčno na klanec. Ampak jaz mislim, da so tukaj že pokorili po ravnini, da so včeraj vsi plačali. Mi, če gledamo, včeraj je ustal zraven Narvaez, ki mene osebno je zelo prisanetil. Pač nisem si mislil, da bo lahko on je bolj eksploziven kolesar, lahko to dobro klasiko naredi, ampak da bo z njimi na klanec in potem on naredil lead out za Tadeja, se mi zdelo wow. Ampak ja, zgleda, da je naredil tudi on eno stopničko gor in ja,
Mislim, da so se ga nalotili napačno, pa jaz tudi mislim, da je takrat, ko je on zgubil prvič tur, je ga plačal na kol, da loze, bili so prej že dolgi klanci. In jaz mislim, da oni bi mogli tam čakati, pa kakšen ga da tu beg, pa da bi potem ga počakal. Ampak da boš pa ti že matematično ga hotel poravnin strest, jaz pa mislim, da ne. Plus tega, da če gledamo, je Tadej tehnično bolj spreten kot Jonas. In on tudi, če gledamo, Jonas je bolj na silo, hoče se spredaj voziti, Tadej ima pa nek ta feeling, kdaj, kako, kje. In se mi zdi, da je Jonas bolj na silo spredaj in ko si ti na silo, dost pobereš moči. Če gledamo Remko je isto tam na veter sam popravljal pozicije. In mislim, da je plačal zdaj, bil je zelo naporen prvi teden. In ja, včeraj, danes se karte odpirajo in jaz mislim, da moje mnenje Grand Toura, nekaj sem jih že odpeljal, da vsak dan, ki potrošiš več energije, ki jo bi mogel, en dan plačaš. Tudi najboljši kolesari na svetu. Ali je to na zelo pomemben dan, ali je to na pač ravninski dan, ki se gre počasi, sem transfer etapa. In jaz mislim, da moraš vsak dan prešparati. Jaz sem mogoče v ekipi kot delavc in vem, ker mogoče imam jaz večina etap več vatov, kakor jih ima Tadej, ker pač sem jaz zato, da Tadeja čim bolj prešparam. In to je naša naloga, da on, če ne rabi na veter, ne gre. In če ne rabi po vodo, bidone, gremo mi. In jaz mislim, da je tu point vsega Grand Toura, ker je le 21 dni in na koncu tu se računa v kilokalorije in na koncu pa tu kilokalorij, ki jih moraš zaužiti za pojesti. In na koncu, ja, en dan plačaš. In na koncu po 3 tednih, sploh v 3. tednu, ko se vse to ne le nabira, ampak eksponentno raste, pa se še bolj pozna kot sicer. Omenili ste zdaj ekipo in se mi zdi, da vsakič izstopajo drugi v ekipi, da je res široka, zelo močna. Lani, denimo na Giru, ste bili vi veliko v spredju, na Touru, Almeida, Adam Yates je imel tudi že velikokrat zelo pomembno vlogo na Touru kot pomočnik Tadeja Pogačarja, Nils Politt. Kaj pa letos, omenili ste že Narvaeza, Tim Wellens je bil tudi zelo, zelo viden. Če bi morali izpostaviti MVP-ja ali pa MVP-je ekipe UAE ob Tadeju Pogačarju, seveda med tistimi, ki so mu pomagali, koga bi še izpostavili ob Narvaezu? Ja, mene je presenetil, recimo, če rečem, najbolj Narvaez od vseh. Potem pa prve etape za pozicije, pa to se je tim najbolj pelal in vedno je bil tam, vedno smo ga videli. Žval me je tudi presenetil tiste etape, ki niso bile najbolj za njega, ta kratki, eksplozivni vzponi, ampak je bil vedno tudi tam. In če bi imeli še njega, jaz mislim, da se na klanec ne bi smeli ničesa bati. Tako da, ja, jaz mislim, da Politt prvi teden ni bil v najboljši formi, ampak se počasi vrača, vsak dan se bolj počuti in vsak dan ga več vidimo na televiziji. Soler je dober, Pavel, mislim, kakor imam jaz informacije, bi nekaj bolan, ampak se je včeraj že kar v redu pelal. Tako da ja, jaz mislim, da se ta krog malo meša in mislim, da je to najbolj, da ima vsak dan 2 ali 3 kolesarji, ki so ekstra dobri tisti dan. In na koncu je tam, če gledamo Solerja, mogoče vi tukaj ne opaste, ker jaz, ki gledam iz druge perspektive, že od štarta. Soler je vedno tam. In tu je, včasih je prva ura teže, kot zadnja ura. Večinoma je tako, no, ko se gre za beg. Ampak Soler je vedno tam, mogoče to plača na koncu, ampak od tega prešpara druge kolesarje. In recimo, jaz sem veliko te energije na Dauphineju tako potrošil, sem od štarta bil vedno tam, pa na koncu me pa zmanjkalo, ampak ko smo pa potegnili črto, je bil pa na koncu eden zaradi tega boljši. In tle je ekipa in če računajo na to, ima vedno enega zraven, 2, tako da ja, mislim, da eni se strošijo prej, eni kasneje. Jaz tudi mislim, da če gledamo lansko leto, pa predlansko, bo Tim Wellens vsak teden malenko slabši, ampak je bil pa prvi teden najpomembnejši člen za pozicije, pa vedno je bil tam, tako da mislim, da se bo to zamešalo, ampak bodo imel pa vedno na voljo 2-3 kolesarje, ko bodo imeli ekstra dober dan in bili vedno tam. Domen, Igor je prej omenil te mejnike,
katerim se Tadej Pogačar približuje. Lahko bi denimo tudi po letu 69 postal prvi in edini ob Ediju Merckxu, ki bi osvojil vse 3 majice na Tour de France, torej če ne štejemo bele za najboljšega v razvrstitvi do 25. leta. Bliža se tudi rekordu v skupnih zmagah 5, pa v etapnih zmagah 35. Vse se zdi nekako dosegljivo. Včeraj smo se z Valterjem Bončo o tem pogovarjali. Vi ga še bolj poznate, zelo dobro ga poznate, njegov ekipni kolega že vrsto let. Kako pomembno se vam zdi zdaj, ko je vse bližje tudi tem mejnikom, kako pomembno mu je podiranje teh mejnikov, zdaj, ko se tudi približuje temu, da bi tudi po številkah postal eden, če ne kar najboljši vseh časov? Jaz mislim, da se on s tem ne obremenjuje. Njemu je prva zmaga, pač zato je prišel, potem tako, ko on reče go with the flow. In če bo to dovolj, da bo zmagal vse 3 majice, bo zmagal vse 3 majice. In mislim, da on gre iz dneva v dan in potem bo videl, če ne bo šel sistematično na to, ampak go with the flow. In tako gre Tadej. In jaz mislim, da je to, da gre sproščeno in vidi, če bo, če ne bo, ne bo. In ja, mislim, da prvo mu zmaga in potem vse ostalo. Če pride zraven je plus, če pa ne, pa mislim, da se s tem on ne obremenjuje. Igor, kaj pa morda ostali okrog njega, koliko se o tem govori v karavani, da se Tadej približuje temu, da bi postal najboljši vseh časov? Niti ne, med kolesarji ne. To je bolj stvar nas, ki snemamo podcaste in drugih novinarjev. Seveda izredno imamo radi, če je dosežen kakšen mejnik. Ampak, kot pravi Domen, Tadej se ne ozira, ker recimo vzemimo hipotetično situacijo iz lanske sezone, ko je osvojil Giro in Tour, lahko bi potem presedlal in spremenil svoje prvotne plane in šel na Vuelto, ker če bi mu ti mejniki največ pomenili, potem bi v lanski sezoni imel možnost, da bi kot prvi v zgodovini, in v bistvu ne dvomimo, zagotovo ne mi trije, pa tudi nihče drug, da bi tisto Vuelto lahko osvojil. Torej, da bi kot prvi v zgodovini dobil vse 3 tedenske v eni sezoni. Mislim, da bi to bil en tak mejnik, ki bi bil pa res nekaj posebnega, ampak je vztrajal pri svojem prvotnem načrtu, da se lepo maksimalno spočije za svetovno prvenstvo, ker je želel to mavrično majico in je potem bil v Zürichu seveda bistveno boljši, kot bi bil, če bi odpeljal Vuelto. Tako da sam o tem ne razmišlja v ekipi, tudi sploh nikoli ne dajejo izjav, da bi se lovili kakšni mejniki. Imajo pa seveda jasno zastavljen načrt in sam slutim, da je do konca tura zdaj najbolj pomembna tista etapa na Col de la Loz, zaradi prej omenjenih razlogov. Gremo še k eni zelo dobri predstavi slovenskega kolesarja danes, in sicer k Primožu Rogliču, ki je osvojil 3. mesto, minuto in 20 je zaostal za Tadejem Pogačarjem in se precej približal 3. mestu v skupni razvrstitvi. Na 3. mestu Remco Evenepoel za Tadejem Pogačarjem zaostaja 7 minut 24. Primož Roglič ostaja sicer na 7. mestu, njegov zaostanek pa zdaj 58, torej manj kot minuto in pol zaostaja za 3. mestom. Prisluhnimo, kaj je Primož Roglič povedal po koncu etape. Nisem ravno pričakoval nič kaj, ampak preprosto dal vse in evo ga, pa je bilo danes malo boljše, malo hitrejše kot včeraj. Ja, krepko boljše, krepko hitrejše. Koliko ste se ukvarjali z kolesom, z nastavitvami, s kakšnim kolesom oditi na tak kronometer? Čisto po pravici povedano, nič kaj veliko. To, kar so mi pripravili, jaz sem samo vzel mogoče malenkost lažje prestave, ker imam ponavadi problem bolj z lahkimi kot s težkimi. Ampak ja, se je išlo. Bilo na meji sicer, ker je zelo strmo, pa tudi lažje bi bilo ok, če bi imel, ampak sem na srečo imel malo boljše noge kot včeraj, tako da ja, mi ni bilo treba preveč cik-cak tole na koncu. Glede na prejšnje dni ste velikokrat dejali, da ste zadovoljni, ampak potem danes ste najbrž pa zares zadovoljni. Ja,
pa sem pa srečen zdaj. Jutri je drugačna preizkušnja, spet bolj podobna tisti včerajšnji. Kako se podati v ta zares pravo pirenejsko preizkušnjo? Simpel, probati narediti najboljše, ne. Zdaj pa bomo videli, konec koncev, ja. Včeraj nisem najbolj deloval, danes je bilo krajše, sem bil malo boljši, jutri bo spet zelo dolga, zelo zahtevna etapa. Bomo videli, kakorkoli, dali bomo vse, pa je. Samo še tole, današnji kronometer vseeno, kako je bilo na progi s to specialnim kolesom za kronometer, kako je bilo premagovati nenazadnje tole letališče? Fino je, mislim, vse to, vsak konec koncev se mi zdi, tudi tisto, ko ni kolesar ali pa tisto, ko spremlja, si mogoče včasih želi občutiti te občutke, kak je, derkati skozi vse to množico in biti del tega. In super je, uživali smo, mislim, čeprav bi se zlagal, če bi rekel, da ni težko, zelo je težko, ampak zato smo natrenirani in v čas mi je bilo. Najlepša hvala in ohranite ta nasmeh tudi po jutrišnji etapi. Hvala. Domen, o predstavi Primoža Rogliča, ki je iskal še pravo formo na začetku tura v zadnjih dneh, ko smo v Pirenejih, pa je izgledal vse boljši, verjetno njegova najboljša predstava na turu do zdaj s tem 3. mestom v gorskem kronometru. Jaz, kar smo se že tako malo pogovarjali med prijatelji, pa tako jaz sem rekel, če Primož ne bo prvi teden padel in bil za podijom oddaljen več kot 3 minute, bo bil na stopničkah. Zaradi tega, ker mislim, da se letos malo drugače lotil tura, ni mogoče bil tukaj v spredju in tukaj energije potrošil na teh dnevih, ki moraš preživeti, da ne zgubiš, je mogoče kakšen dan kasiral 30 sekund, 10 sekund. In jaz mislim, da te fanti, ki so se pa po domače povem zagrebali za te sekunde, pa že plačujejo. Tako kot Vingegaard, tako kot Jorgenson. Jorgenson je bil pred njim, pa včeraj veliko plačal, isto Remko plačujejo včeraj in danes. In jaz se bojim, da tudi kakšen mlad fant bo plačal to v zadnjem tednu. In mislim, da pa če ga gledamo, vedno je bil borec in vedno se je boril in grizel, zdaj pa če ni padel, nima poškodb, vemo, da telo se bolje regenerira, da ima več energije, nimaš bolečin, boljše spiš. In jaz mislim, da lahko pride nazaj do 3. mesta. Mogoče lahko tudi do 2., nikoli ne vemo, ampak jaz mislim, da je letos drugače za štartu kot prejšnjo leto in jaz mislim, da je to njegov dober recept, da bo prišel na stopničke. Samo še minuto in pol je oddaljen od stopničk, tako da res je majhna razlika v skupnem seštevku od 3. mesta, ki ga ima Evenepoel naprej, vse tja do Rogliča, tudi do 8. Johannesena še ni tako veliko. Je pa seveda očitno, kako se Roglič vzpenja v formi. Na prvi pirenejski etapi še ni bil posebej dober, gorski kronometri so pa njegova domena že nekaj časa in je danes pokazal izjemno predstavo in mislim, da bo šlo v tem slogu naprej. Seveda tudi drugi kolesarji so odlični. Mislim, da je preveč ljudi Rogliča odpisalo, zato ker je Lipovic trenutno v skupnem seštevku pred njim, ampak taktika Red Bull Bora Hansgrohe ni takšna, da bi se zdaj moral Primož Roglič do konca tura trošiti za svojega moštvenega kolega. Nemci, seveda, ki letos veliko bolj zavzeto spremljajo in vidim veliko reportažnih avtomobilov nemške televizije na prizorišču in kolegov komentatorjev v teh kabinah, kjer smo tudi mi na ciljni črti. Vidim, da so Nemci šli na polno letos v ta tur spet, ker so imeli kar nekaj let premora, ko niso tako zavzeto spremljali te največje kolesarske dirke. Veliko stavijo na Lipovica, ki bo odličen, ampak lahko se res zgodi, da bo še Primož preobrnil situacijo in bil na koncu uvrščen više od Lipovica. Potem smo pa res že zelo blizu te 3. stopničke in tudi za Evenepoela, sodeč po
današnjem kronometru, ko je močno popustil v zadnjem delu, se mi zdi tudi dovolj ranljiv, da bi lahko Roglič še v nadaljevanju dirke nadoknadil ta zaostanek za 3. mestom. Ja, to bi pa res bil sanjski scenarij za slovensko kolesarstvo, da bi bila 2 Slovenca na stopničkah na koncu na Elizejskih poljanah. Domen, kako doživljate letošnji tur, predvsem glede na to, da ste bili vse skozi v igri, da bi odšli na kolesarsko dirko po Franciji. Lahko poveste, kako blizu ste bili temu? 8 članov torej potuje v vsakem moštvu, vi pa ste bili na 9. mestu. Ja, najprej, ko sem bil na Dolfineju, pa pred Dolfinejem sem si zelo želel tudi med Dolfinejem, potem pa pač je prišla bolezen po vse skupaj. In ja, potem pa vidiš, da pač nisi konkurenčen, ko te bolezen dostane. In ja, potem si nisem več želel. Jaz hočem iti na tur, dirkati, ne sem štartati in pomagati ekipi, vemo pa kaj gremo kot ekipa in mora biti vsak 100% pripravljen, da lahko pomaga. In ja, torej največja dirka, moraš biti 100% pripravljen in v najboljši formi, mogoče življenjski formi. In ja, tako da pač zdaj ga spremljam tako kot vsako leto. Uživam v predstavah. Všeč mi je, ko vse fante dobro poznam iz naše ekipe, vidim, kako dobro imajo ta cel mood, da so povezani dobro, kakšne posnetke dobivamo. In ja, je zelo fajn gledati. Kaj bi se pa moralo zgoditi tam v zadnjih tednih, da bi vi vskočili na mesto koga drugega v ekipi? Ja, jaz sem bil rezerva za 3 kolesarje in če bi se oni kaj poškodovali ali ne bili optimalno pripravljeni, bi potem ali bil jaz ekstra dobro pripravljen, bi me zamenjali za te 3 kolesarje. Tako da, ja, pač na koncu sem se jaz po domači povedan zrušil in jaz nisem bil optimalno pripravljen. Mislim, da drugi fanti so zelo dobro pripravljeni, kar so tudi pokazali. Ekipa je vzela nekje ustavljeno ekipo, ki je že bila vsaj enkrat na turu. In ja, tako se je izpeljalo, tako se je moglo izpeljati in ja, se pripravljamo za druge dirke. Kako je zdaj z vašim zdravjem, kako se počutite? Ja, meni se je ta zdravje kar zavleklo, da tudi potem nisem mogel nastopiti na državnem prvenstvu in ja, nekje 3 tedne nisem bil ta prav. Tako da na koncu sem bil mogoče tukaj potrt in vse skupaj, da smo s trenerjem se že pogovarjali to že decembra, da bi probal še enkrat višinske priprave, kar mi lih ne ustrezajo. Ampak je rekel, da se bom lotila čisto drugače, zelo previdno, ker on vidi, da na zadnje, ki sem jih delal, da ni bilo prav, ker on ni imel glavnega pristopa, ampak je pač sem sledil glavnemu trenerju, ki je bil takrat. Tako da je rekel, ne ve, zakaj me ne bi pasalo, če drugim kolesarjem. In je rekel, da je še eno možnost. Potem je jih tako prišlo, da sem pač se odločil in zdaj sem v Levinju na višinskih pripravah. Spomnim se, ja, ko smo se lani pogovarjali, ste rekli, da ne radi odhajate na višinske priprave. Kako pa je zdaj, koliko časa jih že opravljate in kako jih letos doživljate? Ja, zdaj sem tukaj že dobrih 10 dni. Če bi lahko opisal, kako jih doživljam, zelo sem občutljiv na vsak detalj, ki ga imam. Recimo, mogoče imam tak občutek, da tako slabo se na višini še nisem nikoli počutil, da me je zelo po doma prizadela ali me številke lih ne ubogajo tako, kot sem navajen doma. In ja, mogoče je to dobro. No. Jaz se s tem ne obremenjujem, grem z dneva v dan, če se dobro počutim, naredim tak trening, ki moram, če ga ne morem, pokličem trenerja, pravim, ne morem ga narediti, reče, pejte počas do doma. In mogoče je to recept, da bom dober, ker malo sem prej gledal med turom že, kaj sem delal na zadnje, ko sem bil na višini, pa zdaj je zelo velika razlika. In zdaj se res, po domači povedam, jajcem tle po cestah, poslušam sam sebe, če mi je pretežko, pač ne gledam wattmetra, ampak grem po občutku. In na srečo imam tukaj še Ivo Taparuja Oliveira, ki sta mogoče malo slabša na klanec in je lih nek
naš tempo tako počasen, mogoče zame prepočasen, ampak mogoče pa to recept, da mi bo tukaj pasalo. In ja, bom videl, kaj bo prinesel čas. Čas sem imel, naredili smo tako, kot smo se s trenerjem dogovorili, kot je on to v ekipi dobil zeleno luč. Zdaj pa ja, bomo videli, kaj bo na dirkah. Mogoče bo pa to recept, da sem tukaj zdaj slab, pa potem bom zelo dober in jaz mu zaupam. Vsak dan smo na vezi še več, kot bi mogla biti, ampak ja, upam, da bo na koncu dobro. Super se je res o tem z vami pogovarjati, vselej moram reči. Tako lepo je, da ste pri tem tako odkriti, da dobimo en tak, lahko bi rekel, skoraj intimen vpogled v treninge, v razmišljanje kolesarja med pripravami, med treningi. Super je vas je poslušati. Nadaljevanje sezone, rekli ste, kako bo na dirkah, kaj so osrednji cilji v naslednjih tednih, mesecih? Ja, glavni cilj je tukaj Vuelta, pa potem svetovno prvenstvo. Tle hočem biti res dober na obeh stvarih. Pač pred pripravo za to imam San Sebastian, Gedžo in potem Burgos, potem pa pač Vuelta. To je ten razlog, ki bi, da sem šel na višino. Lih nisem šel v Levinjo, je 1800, ni lih 2000, 2200, ki se ponovadi hodi, ampak den mečkeno občutim že to višino, ki bo potem tudi malenkost na svetovnem prvenstvu, in to je bila še ena, lahko rečem, en plus, da sem se odločil, da grem na višino, tudi malo zaradi tega, da vidim, kako se bo tam telo odzvalo, da bom probal biti tudi tam, če bom čas, se bom probal tudi aklimatizirati malo prej nekam na višino, ampak to bom razmišljal po Vuelti ali med Vuelto. Če bo sploh ta višina mi pomagala, pa da bom zelo dobro pripravljen, potem ja, če ne, nima nezga efekta, da bi tu še enkrat delal. Tako da ja, vse skupaj je gledano malo dolgoročno in ja, imam še kar pester koledar do konca leta. Jaz sem na polovici, tako da jaz sem namotiviran, pripravljen, treniram. Tudi mogoče malo smo spremenili. Vedno, ko sem šel na višino, sem nekje hujšal, pa gledal na hrano, pa vse skupaj, da bom dal kilo pa pol dol. Zdaj so mi rekli, da ne smem nič hujšati, da pač s takimi kilami, ki sem gor prišel, moram tudi doliti. In da mogoče me tudi, da sem se 3-krat prizadel višina, več treniral pa hujšal. Zdaj imam samo višino, manj treniram, jem tako, ko moram, lih tukaj, kar porabim, tukaj pojem. Tako da bomo videli, mogoče je pa to moj recept, da bom dobro pole. Se veselimo vaših naslednjih nastopov, vaših naslednjih dirk. Letos med dirko po Franciji tudi poslušalce nagovarjamo, da nam pošiljajo svoje komentarje, razmišljanja, ideje in vprašanja. Veliko smo jih dobili, moram reči, v zadnjih dneh. Hvala za vse, žal ne moremo na vse odgovoriti, bomo pa skušali na čim več. Eno vprašanje za vas, Domen, in sicer Tadej pravi, da z otroci redno spremlja prenose dirk in ima vprašanje glede prestav. Že nekaj smo se včeraj o tem pogovarjali, je tudi Valter Bonča opazil, da je imel Primož Roglič precej visoko prestavo oziroma je veliko vrtljajev opravil na minuto. Tadej pa razmišlja, katere prenose se uporablja na ravninskih etapah in katere v težkih gorskih, predvsem na kronometrih, kako se to izbira in ali obstajajo kakšne omejitve, glede na to, da v zadnjem času so predvsem sprednji zobniki postali zelo veliki, tudi do 68 zobcev. Ja, vsak dan imamo na tem Grand Tourih ali večdnevnih dirk grupo, ki pač izbereš, kaj bi rad z mehaniki in glavni mehaniki noter, in potem ti poveš, danes bi vozil manjšo kaseto zade ali večji zobnik spredaj, in se potem to vse prilagodi iz dneva v dan. Načeloma sam imam nek svojo, ko bi rekel, svojo tehniko ali pa svoj proces. Spredaj imam vedno 38, 55, kar dela v redu in je zaenkrat mi dovolj. Mogoče kakšne etape, ki je
predvsem veter iz vzadej, potem zamenjam na 56, ampak to je res redko kdaj. Ampak ja, mislim, da zdaj, ko kolesa postajajo hitrejša, vse skupaj bomo mogoče naslednje leto prešaltali, če nam ne bodo omejili na 56, ker jaz zdaj moram tudi v dolino pripeljati skupino v ta ovinek spredaj in če imam 55, mi že zmanjka obratov, tako da po vsej verjetnosti bomo tudi tu menali, če nam ne bodo omejili. Tudi na kronometer mislim, da ni nič omejitev, jaz se tam lih nisem specialista in mi vseeno kaj imam, ker mislim, da mi nobena brzina nekje ne ustreza. Imam pa to svojo preverjeno recepturo, da imam spredaj 38, 55, potem pa zadaj mislim, da je 34 največja, pa 11 najmanjša in tudi ne probam, ne vem, sem spredaj imeti en zobnik na cestnem kolesu, ampak imam nekje to, če je res strmo, recimo to je dirka po Baski ali kakšne etape, bodo na Vuelti, ko do res strme, zadano spon, potem zamenjam na 36 spredaj. Ampak načeloma jaz pravim, če ne moram priti za 38, tako pol bolj, da ne grem na dirko, tako da ja. Ne menam jaz veliko. So pa kolesarji eni, ki pa menijo vsak dan, ki jim je pa to všeč in se s tem bolj poglobijo, jaz se v to ne poglabljam in ja, me je to všeč. Kristina sprašuje in je tudi povedala, da je pred 2 tednoma sama prekolesarila odsek, kjer je potekal današnji kronometer in je opazila napako pri zastavi zmagovalca iz leta 2022. Igor, to bo verjetno bolj zate vprašanje. Kam lahko javi, da se to popravi? Namreč ob napisu Tadej Pogačar 2022 kot eden 3 dosedanjih zmagovalcev na Peyraguidu je slovaška zastava ob imenu. To je pa težko vprašanje zame, kam lahko javi. To ni tisti napis na letališču, to ga ne dajejo organizatorji tura, ampak mislim, da bi se bilo treba na lokalno skupnost tukaj Peyraguid ali pa mogoče tam, kjer je bil startni prostor, kjer je večje naselje v dolini, da bi se tja napisal mail, pa da kaj popravijo. Moram reči, da sem danes videl v televizijskem prenosu ta napis, ampak je bil, ne vem, nekako tako v daljavi, da nisem opazil te podrobnosti, da bi bila v Pogačarju narisana slovaška zastava. Je poslala fotko in lahko potrdim, da je res. Neža pa sprašuje, Domen, kaj se zgodi z vsemi levčki, ki jih dobi Tadej Pogačar ali pa kak drug serijski prejemnik, predvideva, da jih Jonas Vingegaard ali pa drugi očetje v karavani vsaj nekaj odnesejo svojim otrokom. Ne predstavlja pa si, da ima Tadej Pogačar celo sobo namenjeno le levčkom, ga Tadej vrne po vsaki etapi in med turom dobiva istega ali je vsakič dobi nov levček. Torej, to je tista plišasta igrača, ki je namenjena zmagovalcu vsake etape. Ja, Tadej vsak dan dobi novega levčka, enega ima tudi moj sin doma, ki sem ga dobil na Parisnici, tako da jih med te fante, ki imamo doma otroke, nam razdeli, nekaj jih vzame domov za nečake, za te otroke, ki jih ima on najbližje, tako da mislim, da imajo že vsi doma enega levčka. Jaz vem, da ne vem, poleg ima 3 otroke, vedno dobi vsaj enega ali več, tako da vedno jih razdeli in imamo tudi med stav razdeli, če si kdo želi, tako da ja, grejo se razstale, nekih pa tudi sam doma vzame, to pa ne vem, kam točno gre, ampak mislim, da ima tudi nečaka vse skupaj in potem on mislim, da podari naprej. Ja, gotovo ima nečake. Eden je, mislim, da na dražbi, Luka, eden je na dražbi levček pri tej prireditvi, ki bo s klanca na klanc oktobra. Ampak je pa že tako visoka cena na tej dražbi, več 1000 evrov, tako da
samo najpogumnejši ga lahko pridobijo po tej poti. Domen, enemu vsak dan podelimo tudi majico Tura 202 od teh komentarjev, od teh vprašanj, ki smo jih prejeli. Danes bom vas prosil, da določite, katero vprašanje vam je bilo najbolj všeč, torej o prenosih in številu zobcev na kolesih, o tem odseku in zastavci na Peragidu ali pa o levčkih. Katero vprašanje vam je bilo najbolj všeč? Mogoče prvo vprašanje, ki so bili tukaj otroci, so spraševali zraven. Mislim, da je bilo tako postavljeno in ja, mislim, da se bodo otroci razveselili majice, tako kot se bil moj sin, tako da ja. Super, torej to vprašanje o prenosih, o zobcih. Tadej je postavil to vprašanje. Tadej, čestitke. Majica Tura 202 je vaša, še naprej pa lahko na ime To ni bil Tadej Pogačar, ki bi zastavil to vprašanje. Mislim, da ni bil Tadej Pogačar, lahko pa tudi, če pa je bil Tadej Pogačar. Ne, sej ni bil. Moj pa Domen zdaj razložil. pa mu Domen preko Domna dobiva tudi majica Tura 202. Ni bil Tadej, samo imena si zapisujem, ampak priimek, če bi bil Pogačar, bi si ga zagotovo zapomnil. Še naprej pa prejemava vprašanje, komentarje, ideje, mnenja na elektronski pošti ime.priimek@rtv.slo.si, torej meni ali Igorju. Gremo k reportaži danes z dnevno reportažo. Ostajamo v Pirenejih in sicer gremo v divjino med medvede. Nekoč jih je bilo veliko v tem delu Evrope, toda ker je tam močno razvita pašna živinoreja, če ste si ogledali prenose v teh dneh, ste to lahko tudi videli, pa so medvede do začetka 90-ih zaradi tega vztrajno preganjali in lovili vse do točke, ko so ugotovili, da so na robu izumrtja in da jih je ostalo le še za vzorec. Pred skoraj 30 leti pa so zato, da bi okrepili populacijo, iz Slovenije pripeljali prve medvede. Danes imajo tam ne ravno veliko, a stabilno populacijo medvedov. Vsi do zadnjega pa imajo slovenske gene. Miha Šval je nedavno obiskal Arbas, vas v sredogorju francoskih Pirenejev, ki je središče medvedje dežele. Bienvenue dans les Pyrénées, bienvenue au pays de l'ours. Arbas je tipična vas sredi Pirenejskega sredogorja, ki šteje dobrih 200 duš. Ima eno cerkev, en zadružni dom, eno pošto, eno šolo in medvedji center Francije. Saj je tam štab združenja Pays de l'Ours, medvedje dežele, ki si prizadeva za okrepitev populacije pirenejskih medvedov. Preden sem se srečal s predstavnikom tega združenja, sem se želel o sobivanju z medvedom in tem, kaj menijo o ponovni naselitvi s pomočjo slovenskih medvedov, pogovoriti z domačini. Les ours. It's not a problem. It's a good thing, no? Donc it's not a problem. He's alive. He's not dead. Onrija, ki je bolj pokazal kot povedal, da je zelo vesel, da so medvedi spet v Pirenejih, sem srečal pred nevralgično točko Arbasa. Multifunkcijsko gostilno, trgovino, informacijskim centrom in še čem v enem, ki jo upravlja prijazen gostilničar, ki zna kakih 5 angleških besed, približno toliko kot jaz francoskih. A sva se nekako le razumela, da iščem kakšnega dejansko angleško govorečega domačina. My name is Miha Šval. I came from Slovenia. Bears came from Slovenia. This, ours. English. Ours des Pyrénées, Yeah. yes. Coucou Julia, ça va? Attends. 10 minutes. Yeah. Yes. People speak English Okay. in 10 minutes. Yes? Yes, great. Ouais, thanks. dis, j'ai des gens qui sont de Slovénie. Med klepetom z mano in po telefonu mi je postregel z medvedjim pivom. Parce que ça fait partie du paysage pyrénéen, il y a tout un système. Pivom iz bližnje pivovarne, od katerega prodaja gre del izkupička za ohranjanje medvedov v Pirenejih. Se mi zdi. Une bière spéciale avec une partie financière qui est reversée à une association. Gostilničar iz edine gostilne v Arbasu se je dogovoril z Julijo, ki je pripeljala še Kristino. Prva je Ukrajinka, druga Španka, obe pa živita v vasi. I am very happy the bears are here.
Zelo sem vesela, da imamo tu medvede. Sama menim, da so nujni za tukajšnji ekosistem, ohranjanje narave in predvsem ravnovesja v naravi. A niso vsi veseli, predvsem kmetje ne. Zdi se mi, da jim država namenja premalo denarja, denimo za postavitev električnih ograj. Ko pa pride do škode in medved poje ovco, dobi zanjo manj, kot bi, če bi jo prodal. Sama prihajam iz Španije in na naši strani Pirenejev je veliko več medvedov kot na francoski strani. A pri nas so kmetje bolj strpni do medvedov, pa tudi pritožujejo se manj. And I know in Spanish side of the Pyrenees we have much more bears than here, and I think people are complaining less. It's very important for biodiversity. That's what I hear a lot. And the village who is a representative of the bear, that's why we have a monument there. Medvedi so zelo pomembni za biodiverziteto in za našo vas. Medvedi so del naše identitete. Sredi vasi imamo spomenik medveda. Res pa je, če bi grobo ocenila, pri nas 60% ljudi nasprotuje medvedom, le 40% pa jih podpira. Tako je zato, ker je večina kmetov živinorejcev. Vsak napad na ovce in govedo pa pripišejo medvedom. Čeprav škodo povzročajo tudi volkovi in divji psi. A to se z menjavo generacij spreminja. V šoli v sodelovanju z deželo medvedov mlade izobražujejo o koristih divjih živali, obnašanju v gozdu, kako ukrepati, če srečajo medveda in podobno. So, for example, bear is extremely scared of you. He will never approach you if it's male. Srečanj ljudi z medvedom sicer praktično ni. Medvedi se izogibajo vasi. Sama vem le za en primer v zadnjih letih, ko je mlada ženska visoko v gorah videla enega in se tako prestrašila, da je izgubila oba tekaška čevlja. A kakšnih nesreč ni bilo. My husband personally went to Slovenia. Moj mož je šel pred leti osebno v Slovenijo, da bi se dogovoril za uvoz prvih slovenskih medvedov v Pireneje. Takrat je bil župan Arbasa. Če želite, se dogovorim z njim, da se srečata. Listen, if you are here in another 20 minutes, my husband will pass by. He will give you more big interview. François is a big boss. But he's coming back from Toulouse. In medtem, ko se je bivši župan in Julijin mož vračal domov iz Toulouse, sem obiskal štab dežele medvedov. My name is Adrien Desrousseaux and I'm a nature guide in the association Pays de l'Ours. Predzgodba naselitve slovenskih medvedov v Pirenejih se je začela sredi 80-ih let, ko so ob podpori takratnega francoskega predsednika Françoisa Mitterranda začeli razmišljati, kako okrepiti izumirajočo populacijo pirenejskih medvedov. By 4 villages Leta 1993 so 4 občine Zgornje doline Garone ustanovile združenje danes znano kot Dežela medvedov, katerega glavni namen je bil organizirati preselitev medvedov iz Slovenije, saj je bilo takrat na naši strani Pirenejev vsega 5 medvedov, ki so si bili zaradi medsebojnega parjenja v sorodu bolj kot so si bratje in sestre. Leta 1996 so v rezervatu Medved v Sloveniji ujeli medvedki Živo in Melbo, naslednje leto pa še medveda Pirosa. Do leta 2006 smo jih tako na našo kot francosko stran preselili še 5, potem pa se je projekt naseljevanja za 10 let zaradi pritiska kmetov in dela politike ustavil. V tem času pa se je ponovila zgodba genetskega osiromašanja, predvsem zaradi preveč potentnega slovenskega medveda Pirosa. Pyrus is just do well the job we ask from him, so he make a lot of baby. Piros je svoje delo opravljal preveč dobro. Zaplodil je veliko preveč mladičev. Bil je edini dominanten medved v Pirenejih, dobesedno zavladal je pirenejskim gozdovom. Njegove gene so 10 let po njegovi preselitvi našli pri več kot 80% medvedov, pri 23 od takrat 28. Številnim je bil hkrati oče in ded. Son and daughter of the bears, so it's not very good. Zaradi genetskih težav medvedov so nato uspeli preseči politična nesoglasja in so leta 2006 v Pireneje iz Slovenije prepeljali še 4 medvedke in samca, nato pred korono pa še 2 breji medvedki. Skupaj torej 10 oziroma 12 medvedov. Danes so tako vsi medvedi v Pirenejih potomci slovenskih medvedov.
there is in the Pyrenees around 100 bears. Po zadnjem štetju jih je vsaj 100, pri tej številki pa nismo upoštevali letošnjih kotitev. Naloga naše organizacije je torej tudi spremljanje populacije medvedov, strokovne usmeritve pa tudi delo z lokalnim prebivalstvom. Mnogi so namreč pozabili, kaj medved je in kako se obnašati v okolju, ki si ga delimo. Kot veste, imajo medvedi veliko nasprotnikov, predvsem kmetje so tisti, ki si medveda tu ne želijo. Naša naloga je tudi prisluhniti jim, njihovim težavam in najti rešitve, ki so sprejemljive za vse. Spremljamo tudi, kako z medvedi ravnate v Sloveniji in v Španiji, ter te prakse prenašamo v Francijo. Med drugim spodbujamo kmete, da si omislijo pa tuje pirenejske ovčarske pse, ki jih tudi pomagamo izšolati. To so izjemni ovčarji, ki se medveda ne ustrašijo, a če niso ustrezno izurjeni, lahko ogrožajo ljudi, predvsem rekreativne obiskovalce gora. When they are very well trained, it's a very impressive dog, but there is no real problem. Adrien de Rousseau, kot inštruktor, vodnik po naravi in pedagoški vodja, že 10 let vodi skupine in posameznike po deželi medveda. A medveda v naravi še ni videl. Ga pa je večkrat tudi pri nas Julijin mož, ki sva se ujela, ki je drugje kot v vaški gostilni. François Cangeli. I was a mayor here during 22 years. Nekdanji župan in dolgoletni predsednik dežele medvedov je ali službeno ali z družino vsaj 6-krat obiskal Slovenijo in Kočevje. Predvsem je želel razumeti, kako pri nas, kjer imamo toliko medvedov, sobivamo z njimi. Once I came to catch a bear who has been released in this area here. Na enem od obiskov sem bil zraven, ko so ujeli medveda Baluja, ki so ga nato poslali k nam v Pireneje, prvega, ki so ga izpustili v naši vasi. Druga medvedka v tej seriji je bila Franska, tretji je bilo ime Hvala. Hvala? Thank you. Hvala. Franska, and it was Franska. Yeah. Eden od ključnih trenutkov za uspešen razvoj medvedov v Pirenejih je bil ilegalen odstrel še zadnje avtohtone pirenejske medvedke. Takrat se je tudi po posredovanju francoskega predsednika oživilo naseljevanje medvedov iz Slovenije, kar je pomenilo resnično okrepitev populacije, ki je v tem letu presegla številko 100. Over 100 bears. So yes, Nekdanji župan pravi, da brez preselitve slovenskih medvedov v Pirenejih, tako v Franciji kot v Španiji, ne bi več imeli medveda. Zahvala za to gre slovenskim strokovnjakom, ki so prišli v Pireneje, preverili, v kakšno okolje pošiljajo naše medvede, ter nato organizirali odlov, ustrezen transport, pa tudi delili znanje, kako sobivati z medvedom. Konec 90-ih smo imeli veliko težav. Kmetje preprosto niso več znali sobivati z medvedom, niso varovali svojih čred, medvedi pa so se na pašnikih obnašali kot v samopostrežni restavraciji. V 30 letih smo se vsi spet naučili živeti eden z drugim in mislim, da je nasprotovanja medvedom iz leta v leto manj. Nenazadnje je medved tisočletja del naše identitete. Samo 15 kilometrov od tu, visoko v gorah, je v prazgodovinski jami kip medveda, za katerega pravijo, da je star 20.000 let. Medved je preprosto del naše kulture. Statue of a bear, 20,000 years. Yeah, very old. So it's our culture. Bienvenue dans les Pyrénées, bienvenue au pays de l'ours. Kolesarski podcast Vala 202. Med tednom smo se pogovarjali že o možnosti, da bi Slovenija gostila Grand Depart, danes pa smo dobili več konkretnih informacij in sicer, da se Slovenija dejansko res zanima za organizacijo vodnih etap dirke po Franciji. Želela bi, da se to zgodi leta 2029 ali 2031. Ob deležnikih, ob Kolesarski zvezi in agenciji Sport Media Focus pa je osrednji slovenski sogovornik z organizatorji dirke po Franciji, torej z ASO-jem, kabinet predsednika vlade, kar je ključno pri tem, da se vse uspešno izpelje, pravi Bogdan Fink, sicer direktor dirke po Sloveniji. Slovenija bi gostila 3 etape, trase so že določene, en cilj bi bil na Vršiču, cilj zadnje etape pa blizu letališča zaradi lažje logistike pri premiku v Francijo. Naslednje leto bo dokončno znano, ali bo Slovenija res gostila Grand Depart. O tem pa se je z Juretom Lebnom, državnim sekretarjem kabineta predsednika vlade Republike Slovenije, pogovarjal Luka Dolar.
Ja, še iz, bom rekel, prvega vira informacij nekaj besed. Jure Leban se mi je pridružil ob mikrofonu in nam bo zaupal, v kakšni fazi je zdaj vse skupaj, glede na to, da smo se začeli pogovarjati in da je pismo o nameri bo predano ob koncu letošnje dirke po Franciji. Kaj to pomeni v praksi? Ali Slovenija že ima Grand Depart? No, moramo vedeti, da potekajo procesi pogovorov z Asotom, tako da Grand Departa še nimamo. Smo pa imeli z njimi že pogovore. Eden od ključnih korakov je ravno to, da je vlada včeraj sprejela pismo o nameri, ki ga bo predsednik predal na začetku zadnje etape v Franciji. Ob tem bo zraven predal tudi že predlog 3 tras, kar smo se tudi z Asotom zmenili. Aso je lepo povedal, da kaj je za njih pomembno, da se prikaže naravne vrednote Slovenije, da so pač trase po karakteristiki same velike mednarodne dirke in pa da naj razmislimo, da eden od točk ne bo tudi Vršič. Zato lahko povem, da v varianti tras, ki jih bomo predlagali, ima ena etapa cilj na Vršiču. Potem pa na podlagi tega, ko bomo trase dorekli, bomo pa začeli sestavljati celo finančno konstrukcijo, logistične izzive, varnost in tako naprej. Imate že dodelano, se zdi vse skupaj za naprej, ampak kdaj bo jasno, če pravzaprav Slovenija bo dobila vse skupaj in da sploh lahko potem ne nazadnje razkrijete tudi trase? Same trase bomo lahko razkrili takoj, ko jih potrdimo z Asotom. Mi smo se zmenili, da 27.7. pismo o nameri predamo, potem je še ženski tur in takoj po končanju ženskega tura se bomo tehnično začeli pogovarjati z Asotom o vseh stvareh naprej. Mi računamo, da spomladi naslednje leto bomo že vedeli, da smo bili uspešni ali ne. 2 letnici sta v igri, 2029 prva, 2031 druga. Tudi Evropsko prvenstvo v košarki je velik finančni zalogaj. Tu bo znesek krat 2, če se tam pogovarjamo, če se ne motim, okrog 6 milijonov, tu med 10-12. Imamo toliko denarja? Denarja država za take dogodke ima. Se vemo, da tudi finančni vložek ima tudi same prihodke na drugi strani. Ob tem, če razmislimo, da 300 do 500 tisoč gledalcev je ob takih etapah, da je samo 10 do 12 milijonov gledanja dnevno, samo 1000 akreditiranih novinarjev. Tako da se zavedamo, da se pogovarjamo o velikem dogodku, se pa tudi zavedamo, da smo zmožni to in finančno in pa strokovno pokriti, da bomo lahko to izvedeli na tak način, kot treba. Odlično, toliko za enkrat. Hvala lepa in vso srečo. Hvala tudi vam. Grand Depart v Sloveniji za mnoge kolesarske navdušence, mislim, da sanjski scenarij, da bi v živo od blizu lahko mnogi doživeli največjo dirko. Kako veseli bi vi bili, če bi se to zgodilo? Ja, mislim, da to je nekaj posebenega bi bilo sploh za vse Slovence, pa sploh mislim, da tudi kolesarsko velesilo, ki trenutno smo in mislim, da tudi, ko bo se to odločilo, bomo mogoče malo prednostno obravnavali. In ja, jaz upam, da bomo še takrat kolesari mogoče nastopil na tem turu in ja, bi bilo zelo zanimivo, lahko predstavimo našo Slovenijo na širše in ja, vem, da bo to zelo velik podvig vseh, ki bodo to organizirali, ampak mislim, da Bogdan je tle že strokovnjak tega. Mogoče je to za 3 dirke po Sloveniji vsega stafa pa vse skupaj, ampak jaz mislim, da če se to lotimo, bodo to naredili. Si pa predstavljam, da tudi lepa motivacija za kolesarja, da če razmišljate morda o tem, kdaj zaključiti kariero, da jo morda povlečete, če se le da, še do leta 29, morda 31. Ja, jaz bi potegnil še kakšno leto naprej, če bo vse tako, kar je, da bom tako živo, kot zdaj, da bom v taki ekipi, kot sem zdaj, bi še kakšno leto ali 2 več, ampak ja, najprej zdravje, potem, da se imam fajn, potem bo se ostalo. In ja, gremo z leto v leto in upam, da bom nastopil na tem turu.
tudi mi držimo pesti. Igor? Ja, ravno to sem hotel zastaviti vprašanje, saj leta 2029 bo Domen star 34 let, 2031 pa 36 in mi imamo na letošnjem turu med slovenskimi mušketirji kolesarje te starosti, tako da če bo zdravje služilo, ne vidim nobenega dvoma. Ja, jaz tudi upam, sam ni vse, da sem zdrav, je tudi motivacija, vse skupaj, ne, sem ponavadi, če ti gre zdravje, če ti gre dobro, je tudi motivacija, tako da, ja, gremo iz leta v let, pa bomo videli, ali bom ali ne, jaz upam, da ja, vsako leto si probam podaljšati kakšno leto več, včasih sem se čudil vsem tem, ki sem bil star 25K in še dirkate pri 35, nehajte sem. Na koncu, če uživaš, pa če greš rad na kolo, pa si nekje navajen na ta ritem življenja, ki ga mi imamo, se ne predstavljam trenutno, da bi kaj drugega delal. In mogoče lahko tudi v kakšni drugi vlogi, najraje bi bil pa kot kolesar. In, ja, to je zelo dobro in mogoče mi smo se že prej fanti kdaj pogovarjali o tem, da bi probali, da bi bil štart Slovenije, štart tura v Sloveniji, ker če je bil v Albaniji, pa vse posod, zakaj ne Gira, ampak lepatura, zakaj ne bi bil pri nas ali pa štart Gira. Ampak ja, mislim, da so se zdaj skupaj spravili in vse skupaj bodo dali. Jaz mislim, da ni bojazni, da ne bi dobili, ker mislim, da nas bodo malo prednostno obravnavali zadnjih 10 let. Ima največ zmag Slovenija, tako da upam, da bo. No. Super. Še o jutrišnji 14. etapi. Lani smo doživeli tur, v katerem je Tadej Pogačar dosegel 3 zaporedne zmage ravno v zadnjih 3 etapah. Koliko možnosti se vam zdi, da se ta trojček ponovi v vseh 3 pirenejskih etapah letošnjega tura Domen? Jaz mislim, da se bodo jutri naši fanti vzeli ne frej dneva, ampak da si bodo malo odpočinili. Mislim, da tudi tadej, mislim, da je pametno to dati kakšnim drugim možnost za zmago. In mislim, da lani je bilo lih malo drugače vzdušje, tadej je imel malo manj prednosti in ja, s tem si je utrdil prednost, ki je zmagal etapo. Mislim, da letos bodo pa pač pustili beg ali da kdo drug zmaga. Razen, če bo spet kakšna druga ekipa hotela nazaj potegniti in mislim, da tedej ne bo pustil zmagati enim iz GC krogov, ampak bo on spet vzel sekunde in ja, bomo videli, kaj bo. Ampak jaz mislim, da jutri je čez, pa tudi, kar poznam Andreja, bo rekel, fantje, da nas pa dati kakšnemu drugemu možnost. Igor, prihaja pa tudi eden najznamenitejših vzponov na turu in sicer Col de Tourmalet. Ja, okrog tega glavnega očaka v Pirenejih Tourmaleja so še drugi izredno pomembni vzponi, Col d'Aubisque, Col di Sulor, Col di Tourmalet, Col d'Aspen, pa Col di Peresur. In te, ki sem jih naštel, imajo v kolesarskih krogih že več kot stoletje naziv krog smrti, zato ker so včasih kolesarji v tistih nekdanjih časih na začetkih tura komaj da preživeli vse te vzpone, danes pa vidimo, da jih peljejo z nenormalnimi hitrostmi v klanec. Nekaj od teh je tudi na trasi te 14. etape in sicer bo Tourmalet že kar prvi od njih, 2115 metrov bodo nad morjem, to je 89 km po startu v Poju. Potem pa Col d'Aspen na 119 km, pa Col de Peresur na 150 km. Na tem odseku proge bodo v bistvu del prevozili po isti trasi, kot je tudi šel današnji kronometer. Potem pa je še zadnji vzpon ekstra kategorije za finale, Luchon Super Bannier in cilj na 1804 metrih.
Skratka, zelo, zelo pester dan na meniju in če bo Andrej Hauptmann rekel svojim fantom, da je dan za počitek, je to kar pravi dan, ker če bi tule od starta lovili, pa upajmo, da ne bo kakšnih res nevarnih napadov, da bi morali, potem bi bila to zares zahtevna etapa, zares zahteven dan. Konec koncev ima nekaj manj kot 5000 višinskih metrov, kar je zelo blizu tistih najbolj rekordno težkih etap v zgodovini. Se že veselimo. Hvala lepa, Igor, hvala lepa pa Domen Novak. Super se je res vse lepo pogovarjati z vami. Res se mi zdi, da dobimo odličen pogled v kolesarstvo, v dogajanje na Touru, v vaše kolesarstvo in življenje in res super je slišati vse to. Še ena pirenejska etapa pa nas čaka na dirki po Franciji. Tour 202 bo tudi jutri z vami. Uživajte, se slišimo. Tour 202.